Spoštovane gospe, cenjeni gostje, spoštovani gospodje. Dober večer in lepo pozdravljeni na tradicionalnem pomladnem koncertu Dekliškega pevskega zbora Gimnazije Celje Center. Dekleta so nas v nocojšnji večer popeljala zimzeleno melodijo Boruta Lesjaka, ki je pred točno 60 leti krasila naslovno temo filma Vesna. Tudi sicer bo angelske glasove naših deklet in njihovih nocojšnjih gostov spremljala slovanska boginja pomlad, katere pomoči si najbrž ob koncu šolskega leta nadejamo prav vsi dijaki naše stoletne princese. Preden pa oder ponovno prepustimo našim dekletom, ki so se moškemu vodstvu prepustile tudi letošnje leto, pa mi dovolite, da v naši družbi izrečem prav posebno dobrodošlico celjskemu škofu, monsinjorju doktorju Stanislavu Lipovšku, predstavniku mestne občine Celje, potem predstavnikom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, pa seveda vsem staršem, profesorjem in vršilki dolžnosti ravnatelja profesorici Mateji Gušič-Limačič. Umetniški vodji Dekliškega pevskega zbora Gimnazije Celje Center. Letošnje leto je, kot vidite, sicer izkoristila za vzgojo nove pevke Žive, ki jo bomo lahko videli na odru že morda čez 14 let. Dobrodošlico pa izrekam tudi našim prijateljem iz Srpskega Hrušovca, ki jih v tem tednu gostimo na naši dobri stari gimnaziji Celje Center. Spoštovani prijatelji, dobro nam došli v Celju. Želimo vam prijatno bivanje v Celju in nadamo se, da ćete uživati v ovom koncertu. Naš bivši ravnatelj, profesor Igor Majer, zato tudi njega lepo pozdravljam. Spoštovani gospe in gospodje, prosim vas še za en velik aplavz za Dekliški pevski zbor pod vodstvom Davida Priložnika.
so upeta vse glavne kulturne prireditve, njihov letni koncert pa je povzetek minulega dela. V izvedbi dekliškega zbora smo slišali dve ruski skladbi, s katerima je zbor sodeloval na odmevnem ruskem večeru, ki smo ga na DCC pripravili v mesecu marcu. Svetlo sonce pa je ljudska skladba, ki jo je priredil Jakov Keč, skladatelj, ki v letošnjem letu praznuje 85 pomladi. V svoji bogati karieri pa je marsikatero delo posvetil ravno našemu zboru. Zboru, ki se ponaša z več kot 40-letno tradicijo. Na gimnaziji Celje Center pa ne pojejo le dekleta. Leta 2006 je vokalno bero šole odpolnil Oktet 9. 3 leta kasneje pa še Pavoza. V skladu s tradicijo naše secesistke zgradbe, ki so jo pred 100 leti opremili z ločenima odboroma za dečke in deklice, ostajamo zvesti tej delitvi in smo kot takšni nedvomno edinstveni med slovenskimi srednjimi šolami. Na oder tako vabim Pavozo, pantovsko vokalno zasedbo gimnazije Celje Center, ki že 4. sezono zapored ruši stereotipe o tem, da fantje ne pojejo v zboru. Na tem mestu vam, spoštovane gospe in gospodje, čestitam ob dnevu zmage in dnevu Evrope, fantom pa prepuščam glasbeni del tvojnega voščila. Enega malce bolj podobljenega in drugega, revolucionarnega, saj smo vendar šola, ki gre vedno en korak s časom. Fantovska vokalna zasedba gimnazije Celje Center in profesor Gregor Delega. Sunset, sunset, shine,
Že prihodnji teden, in sicer v četrtek, 16. maja, se bo ob 19:30 uri na tradicionalnem pomladnem koncertu predstavil tudi ob 5:09. Naslov večera, katerega glavni organizator je društvo BCC, ki je lani povezalo sedanje in nekdanje dijake naše šole, pa je levo-desno-sredinski koncert za vse generacije. Čaka nas domišljeni glasbeni program, s katerim želijo fantje prispevati svoj kamenček v mozaik kulturnega boja za boljši svet in boljši jutri, ter dokazati, da sta glasba in umetnost, če hočemo ali ne, univerzalni in se spretno izogibata vsakemu usmerjenemu ideološkemu boju. A dovolj o predstavnikih moškega spola, danes je bolj ženski večer. Zato moram na tem mestu omeniti, da tudi naša dekleta slovijo po obsežnem repertoarju, pa tudi po številnih nastopih in projektih, ter odmevnih dosežkih na nacionalnih in mednarodnih tekmovanjih. Letošnje leto so svoj rast dopolnile še zlatimi in srebrnim priznanjem z mednarodnega pevskega tekmovanja v Budimpešti ter srebrno plaketo in nagrado občinstva z mednarodnega pevskega tekmovanja v Celju, kjer so sicer dosegle najvišje število točk v njihovih kategorijah. Dekliški pevski zbor Gimnazije Celje Center je profesor David Preložnik. Izvolite. Na
vprašate kogarkoli od naših pevk in pevcev, sedanjih ali nekdanjih, kaj pomeni biti član pevskega sestava na gimnaziji Celje Center, boste deležni številnih zanimivih zgodb, anekdot, predvsem pa zagotovila, da je ravno to tisto, kar daje srednješolskim letom drugačen žar in neponovljivost, ter jih naredi posebno. Združenje na tedenskih vajah, dogodivščine z intenzivnih vaj in turnej, krsti novih pevk in pevcev, napetost pred tekmovanji, pa šolski statusi, kako opravičeno, neopravičeni iz ostalih več, predvsem pa pobeg v svet, kjer ni vsakdanjih problemov. Vse to in še več je peti vzbor. Vsako leto pa napoči tudi trenutek, ko se v zbora postavljajo četrtošolke. Zato mi dovolite, da najprej na oder povabim oba vodja, profesorico Barbaro Arnič-Keštajn in profesorja Davida Priročnika, ki je že na odru. Nato pa podi in mikrofon prepustimo.
sprejemajo ob spoznanju dejstva, da se naše 4-letno sodelovanje zaključuje. 17 navihanih deklet, ki so iz nezrelih punc, tudi z vajino pomočjo, prerasle v mlade in odgovorne dame, se počasi poslavljajo. Kljub temu, naj vam ob koncu našega pevskega udejstvovanja v Dekliškem pevskem zboru Gimnazije Celje Center namenimo še nekaj besed zahval. Kakor gre življenje svojo pot, tako bomo odkorakale tudi mi. V času prepevanja v našem zboru sta se nam v spomin najbolj vtisnili 2 besedi, ki sta nam jih vidva vedno znova polagala na srce. Skupina in posameznik. Poj kot skupina, poj kot posameznik, deluj kot skupina, to so bile vajine pogoste besede. Naše delovanje je sprva uspevalo pod taktirko profesorice Arličeve, ki nam je vsako tekmovanje spremenila v nepozabno potovanje, ki si jih bomo po zanimivih dogodivščinah zelo dobro zapomnili. Vse pa je postalo še bolj zanimivo s prihodom profesorja Trelki. Vedno vsak samčat moški proti trumi deklet, ni manjši kakšen, a je profesorju enkrat bolj, drugič malo manj uspešno, uspelo ukrotiti dekleta in popeljati zbor novim izzivom naproti. Z vašo pomočjo smo dosegle lepe rezultate na tekmovanjih, zaradi vaših spodbud pa smo se trudile še bolj povezati v eno skupino. Ker pa za uspešnim moškim vselej stoji ženska, je tudi profesorju Davidu na pomoč priskočila žena, profesorica Bernarda Preložnik, ki se ji prav tako lepo zahvaljujemo za potrpežljivost in pomoč, ki nam je nudila pri pripravah na tekmovanje. Življenje profesor Arličeve je v tem času vstopil mali sonček z imenom Živa. Upamo, da veste, da smo vas zelo pogrešale, živi pa že zdaj želimo obido pevskih uspehov. Dosegale smo jih tudi sami. Omenili so nam plačilo za ves trud, ki smo ga vložile v priprave in nam dajali energije in zagona za nove izzive. Odražajo se v številnih priznanjih, ki se bleščijo ne le na papirju, ampak predvsem v naših srcih. Kot sta nas že sama velikokrat dopolnila, smo tudi številčno močna generacija in nas bo težko nadomestiti, a verjamemo, da bodo nove pevke pripravljene, da zapomnijo naše prazno mesto, dobro upravile svojo nalogo in poslanstvo. 4 leta smeha, solz, veselja, sreče in različnih odpovedi so mimo. Verjetno sploh ni potrebno posebej poudarjati, da vaju bomo pogrešali. Želimo, da ostanete takšna, kakršna sta in s tem dopolnite lep spomin na našo gimnazijo Celje Center. Vaše maturantke. Zahvalili bi se radi našim bojočim maturantkam. Ob tej priložnosti pa bi še na oder povabil vršiteljico dolžnosti ravnatelja, profesorico Matejo Dušič-Lenarčič, in jo bi prosil za kakšen kratek govor. Pa seveda, da skupaj z zborovodjema še tako šolka preda simbolična darica, ki bodo spominjala na vsa 4 leta pri pevskem zboru. Prosim. Veseli me, da smo nocoj skupaj ob veselem dogodku, ob katerem smo lahko znova začutili, kako nas glasba
navdihuje, razveseljuje, pomirja, predvsem pa povezuje. Tudi nocoj so nam naše pevke s svojimi gosti pričarale čudovit večer in ogrele dušo in srce. Zborovsko petje ima na naši šoli že dolgoletno tradicijo. Nagrade in priznanja, ki jih naše pevke dobijo na domačih in mednarodnih tekmovanjih, samo potrjujejo njihovo kakovost. Seveda se njihova sestava spreminja vsako leto, saj prihajajo nove pevke in odhajajo v četrtošolke. Drage četrtošolke, prepričana sem, da ste si v teh 4 letih pridobile kakovostno glasbeno znanje, stkale nove prijateljske vezi in doživele marsikaj lepega. Moram vam povedati, da mi je vedno veselje, ko vidim, s kakšno energijo in s kakšnim veseljem pojete. Toplo mi je pri srcu, ko gledam, kako pojete in vidim tiste iskrice v očeh. Zato se vam z majhno pozornostjo zahvalim za vaš trud in čas, ki ste ga namenili v teh 4 letih, seveda zaradi vaše ljubezni do glasbe, dekliškemu pevskemu zboru Gimnazije Celje Center, osebno pa vam želim veliko uspeha na vaši novi poti. Hvala. Nina Pušnik,
Hvala vsem četrtošolkam, pa še enkrat želimo, da bi s pesmijo na ustih premagovali vse prepreke pri maturi in bodoči življenjski poti. Umetnost na gimnaziji Celje Center pišemo z veliko začetnic. Ravno danes popoldne smo dijaki umetniške gimnazije odprli tradicionalno študijsko razstavo v posebni knjižnici Celje. Današnji koncert pa je naš 13. kulturno-umetniški projekt v letošnjem šolskem letu. Radi delamo in menimo, da je ustvarjalna svoboda privilegij, ki ga svojim dijakom ne omogoča prav vsaka šola. Ponosni smo, da lahko svoje delo predstavljamo javnosti in veseli, da lahko v krugu današnjega časa slišite naš glas. Na odru pa sedaj pozdravljam še en prav poseben sestav, ki je nepogrešljiv del glasbenega snovanja na naši šoli. The Schlagers so tisti, ki venomer skrbijo, da resne glasbene trenutke popestrijo s pridihom popularne razigranosti. Fanti in dekleta skupaj z glasbeno zasedbo GCC Jazz Projekt raziskujejo pestre svetove swinga, etna, popa in roka, letošnje leto pa so dodobra raziskali tudi musical, saj so se v produkciji Krog življenja, ki smo jo pripravili v sodelovanju z drugo osnovno šolo, odlično dokazali tudi v vlogi gledališkega orkestra. Če ste slučajno zamudili aprilsko premiero in ponovitve, vas vabimo, da si naš medgeneracijski musical ogledate v torek, 14. maja ob 17. ali 19. uri na drugi osnovni šoli Celje. Dame in gospodje, cenjeni gosti. The Schlagers in profesor Saša Šonc ter dekliški pevski zbor gimnazije Celje Center pod vodstvom Davida Keložnika.
Spoštovani gospe in gospodje, cenjeni gosti. Naša dekleta in dešlagerci so nas pripeljali do konca nocojšnjega koncerta. Nikakor pa ne do konca prijetnega pomladnega oziroma poletnega večera, saj vas po sklepni točki vabimo, da se nam na klepetu v kozarčku Rujnega pridružite v predverju Narodnega doma, kjer lahko prispevate tudi kak prostovoljni prispevek, ki ga bomo namenili podpori kulturni dejavnosti na naši šoli. V imenu vseh nastopajočih se vam zahvaljujem za vašo pesem. Zadnjo pesmijo večera vam želimo, da pomlad dokončno prežene vse skrbi in nam vsem nalije dobre vere v to, da je svet lep in da ga bomo skupaj naredili še lepšega. Pa prijeten večer še naprej.